Lep pozdrav vsem. Upam, da ste uživali v filmu. Mislim, da smo zbrali temo, ki je zares aktualna, glede na kar nekaj raziskav v zadnjih letih, ki kažejo na to, kako se spreminjajo vrednotne usmeritve mladostnikov in še posebej fantov. Glede na podatke, na kakšen način se politično angažira ta del javnosti pri nas, se mi zdi, da je tema več kot dobrodošla. Zdaj, mogoče bi začel z eno izjavo samega režiserja, ki je v enem intervjuju povedal, zakaj je izbral pravzaprav boks kot osrednji medij, o katerem govori pravzaprav ta film, ne. Rekel je: "V ringu in v moškem svetu ni prostora za šibkost." Zdi se mi, da je s tem pravzaprav v glavnem povedal, kam je ciljal s to zgodbo. Mogoče samo še ena, za začetek, ena asociacija. Pred kratkim sem se pogovarjal z enim starejšim kolegom, ki je bil tudi nevrolog, pediater, in rekel mi je, da je presenečen nad tem, da pravzaprav se naše stroke veliko ukvarjajo recimo z nasiljem nad ženskami, s šibkim družbenim položajem tega dela populacije, da praktično nihče ne govori o nasilju nad moškimi, ne. In tudi seveda neka družbeno konstruirana vloga, ki jo pripišemo enemu ali drugemu spolu, ki na neki način pravzaprav predstavlja referenčen okvir za mladostnike, ko gradijo svojo identiteto, je lahko seveda izjemno nasilna. Tako da bi mogoče začeli s to asociacijo in bi najprej vas pozval, da poveste pravzaprav, kako doživljate to, recimo temu, oblikovanje družbeno zaželene podobe, identitete mladostnikov, s katerimi se srečujete v šolah ali v kakšnih drugih okoljih. Koliko se vam zdi pravzaprav, da je ta film vendarle specifičen, obravnava neko specifično populacijo mladostnikov v športni gimnaziji, ki se ukvarjajo z borilnimi veščinami, koliko pa ima pravzaprav je ta tema in tudi način, kako jo uprizarja, relativno univerzalna. Mogoče kakšen vaš namig iz publike, preden se midva začneva malo bolj aktivno oglašati. Ja, pozdravljeni, Mirjam Kalin, Osnovna šola Dobravlje. Jaz bi rekla, da doživljamo podobne stvari, družbe fantov, ki se skupaj počutijo močneje, in kar nekaj takih stvari, ki jih pokažejo v filmu, opažam tudi v resničnem življenju. Skupaj, kot sem rekla, so močnejši. Ko se pogovarjamo z njimi ena na ena, se nekako jim približamo, se malenkost odprejo, ko so skupaj, pa ne. Takrat pa raje ne početi pogovorov skupaj z vsemi. Potem stranišča, sanitarije so postale prostor, kjer ni nadzora, in tam niso boksarji, ampak kljub temu so razni podajalniki za papir, tarča neke sile ali pa tako izživljanja, igranja mačke z mišjo z učitelji. In tudi ne izdajo drug drugega. Zanimivo, recimo, ko hodijo po hodniku, so praviloma skupaj, rjovejo, tako kot smo tukaj videli, take vrste obnašanja, in tudi mlajše učence recimo nagovarjajo, kar nas moti, in jih opozarjajo, ampak težko
težko sprevidijo, da je kaj narobe s tem. In če se obrnemo na starše, je tam tendenca, da se to normalizira. Ne? Saj so mladi, tako da je kar problematična ta tematika. Hvala. Je mogoče kakšen odziv? Tukaj le spredaj. Tudi pri nas, ampak so pa to večinoma skupine, ki so drugače dečki, malo bolj, mislim, šibkejši ali pa iz nekih, ne vem, družinskih okolij ali pa takih in mislim, taki bogi fantje so to, ne, večinoma, ki imajo potem potrebo na ta način tudi na mlajše vplivati. Vsaj pri nas je tako, večinoma so neki v skupini hujskači, ampak 1 na 1 pa ranjeni dečki, tako. Ja. Še kakšen odziv? Dobro, mogoče da malo začnemo s komentarjem. Zdaj, ta ranjenost je pač tukaj posebej izpostavljena, ne. V filmu dobimo nek namig tudi zelo subtilen na to, da bi tudi Camille pravzaprav imel lahko neko tako preteklost, ne. Se spomnite tam tisti pogovor z to deklico Nas, ne, ko ga vpraša, kje je dobil to brazgotino na koleno, ne, in reče samo, da je to spomin na očeta, ne, če se prav spomnim, ne. Ampak ne glede na vse, ne, bolj pravzaprav je pomenljivo to, kar je kolegica prej povedala, ne, da zaprti v svoje kroge, ne, počnejo to, ono, tretje, se preizkušajo, 1 na 1 pravzaprav pa od njih ne izveš prav veliko, ne. Če se odrasli približa, da bi želel reševati spore, ima težavo, ker ne bodo povedali, kdo je začel, kdo je kriv in tako dalje, ker bi verjetno s tem tvegali izgubo pač te vrstniške skupine. In mi odrasli si težko priznamo, da v nekem obdobju, recimo adolescence, nismo več tako ključni faktor pri oblikovanju identitete mladostnikov, kot smo bili v otroštvu, ne. Da so ravno vrstniške skupine, pa še marsikaj drugega, ne, lahko govorimo tudi o družbenih omrežjih in podobnih vplivih, ki pravzaprav v veliki meri nadomestijo pač vlogo, ki smo imeli prej odrasli kot starši. Mogoče še ti malo pokomentiraš to tezo? Ja, jaz se ne bi čisto strinjala, in sicer, ker meni se zdi, da tudi film to pokaže, da odrasli v življenju mladostnikov ohranjajo pomembno vlogo in da jih mladostniki prav zares iščejo. Ampak iščejo jih zelo selektivno, na zelo selektiven način in odvisno, na koga naletijo. Meni se zdi, da tudi Camille pokaže, da išče tisto odraslo podporo nekje in ves čas se pol zateka, sicer ne izvemo, izgleda kot nek hišnik, ne, ta gospod, ki potem se zateka k njemu, ki je edini, ki ga ne obsoja, ki je edini, ki ga posluša in ki je edini, ki ga ne sili, da mora biti vrhunski športnik in da naj kar spregleda svoje težave, ne. Je res, da vrstniške skupine odigrajo ključno vlogo pri temu, kako se mladi počutijo del pripadnosti in da si velikokrat zaradi te pripadnosti vrstniški skupini ne upajo spregovoriti ali pa odigrajo neke vloge, ki jih sicer morda ne bi zaradi tega, da se počutijo pripadnike. Ampak se mi zdi pa zelo pomembno delati na tem, da ozaveščanju, kako pomembni so določeni odrasli in da mogoče tudi vloge, ki jih vidijo ali pa osebe, ki jih vidijo v javnosti, če jim ponujajo neke odgovore ali pa alternativne identitete, to za njih lahko osvobajajoče v smislu, ne. Tako da se mi zdi, da je to pomembno in to film tudi lepo pokaže, če
ti ne dobiš prave podpore v odraslih in problem pri moškosti je, da veliko mladih fantov na drugi strani naleti na podobno na toksično moškost, a ne, ki mu reče, ne zna prepoznati, da je njegova bolečina povezana z nekim psihološkim ozadjem, ampak vse, kar reče, navadi se na bolečino. A ne? In to je pač del zaželjene moške identitete. A ne? In tukaj se mi zdi, da je zelo pomembno, da se rahljajo te predstave moškosti tudi znotraj odrasle populacije, da tudi v odrasli populaciji mladi ne dobijo alternativ. Mogoče, če samo dodam, vezano na to, kar si začel, Robi, in vprašanje nasilje in moškosti, o tem veliko pišejo že na področju kritičnih študij moški in moškosti, številni teoretiki in avtorji, med njimi Jeff Hearn, Connell, Messerschmitt in mnogi teoretiki moški, ki ravno to dokazujejo, kako je v bistvu agresija del moške identitete, zaželen del moške identitete. In da mi prav zares dečke vzgajamo v to, da se morajo konfrontirati, se odmakniti, pokazati, da jim je težko, to je prav zares sramotno za fante. In to je tisto, in ne gre samo za vprašanje, mi se nismo ukvarjali z nasiljem nad moškimi, prav zares se ne ukvarjamo dovolj z niti vprašanjem nasilja in moškosti, kako je nasilje prepleteno z moško identiteto. In tukaj imamo tudi številne študije, o tem veliko piše tudi Jeff Hearn, kako je moškost in nasilje sta prepletena celo življenje. In vidimo, to pokaže tudi film lepo, da prav zares, jaz sem to razumela, ko omeniš, ko reče, to je spomin na očeta, da je bil Kamil žrtev nasilja s strani očeta, in ko reče, zakaj je šel v boks, prav zares to tudi potrdi, ker sem iskal nek šport, kjer bi se znal braniti. In to pokaže spet, da je on to svojo moško identiteto gradil prav na tem. Nikoli, verjetno že kot otrok, bi potreboval to psihološko podporo, ki jo je iskal potem kasneje, že takrat jo ne dobi in njegova podpora je bila pač agresija, zatek v neko agresijo. Tako da je to ves čas prepleteno in na tem bistveno premalo delamo, prav zares to ves čas poveličujemo, saj če samo športe pogledamo. Ja, jaz se načelno strinjam s tem, kar si povedala, ampak bom vrnil žogco. V filmu sta pravzaprav je na nek način ponujena psihološka podpora mladostniku, ki ima očitne čustvene težave. Očitne. Se pravi, pojavlja se mu bolečina, za katero ugotovijo, da nima organskega izvora. Ampak on radikalno odkloni kakršnokoli obravnavo pri psihologu. Ja? Radikalno jo odkloni. Imamo, prav si opozorila, lik tega hišnika, kot odraslo osebo, ki je v uporo Kamilu. Ampak dajmo se vprašati pravzaprav, kakšno vlogo ta odrasla oseba odigra. Ali je to tipična vloga pedagoga, kot si jo imamo, kot si jo predstavljamo, učitelja, svetovalnega delavca, ali je to pravzaprav nekaj drugega? Kaj bi rekli na ta izziv? Lahko samo na kratko, ti takoj vrnem žogico. Na kakšen način je bila Kamilu ponujena psihološka podpora? A se tebi zdi, da mu je bila ponujena na pravi način in dovolj iskreno, tako bom rekla, da bi ta fant, ki je iskal, ki išče, bil sposoben reči, ja, res je, imam psihične težave, rabim psihološko pomoč. No, bila mu je ponujena tako, kot se običajno ponuja. Znotraj pravzaprav enega strokovno-medicinskega diskurza, ki mu je bil podvržen, jaz ne vidim, da je bila storjena kakršnakoli, pogojno rečeno, napaka, kakršnokoli odstopanje od doktrine. Izzivam, povejte naprej. Vidiš, meni se zdi, da... Ravno v to konvencionalne podobe moškosti ne iščejo pomoči in niso ranljive in nimajo težav, tudi ko so bolečine, tudi ko dejansko so težave.
Se pravi, to je da- to, kar Jasna opozarja. Se pravi, da je težava v psihoterapevtih in podobnih strokovnjakih. Ne, nisi razumel, kaj sem jaz hotela povedati, pa tu vračam žogico nazaj. Če pride do mladostnika, a ne, in hišnik ni, mi moramo vedeti, da hišnik v očeh tega mladostnika ni enak role model, kot je recimo njegov trener. Ja. A mu trener reče in ga spodbudi, da naj gre na psihološko podporo, da on poleg vsega, kar rabi, ga bo treniral, če bo šel usporedno tudi na, ne vem, psihoterapevtsko obravnavo, psihološko obravnavo. A mu to on ponudi, ki je njegov role model. Ponudi mu zdravnik in trener reče, da naj mu prinese vse izvide in da bo podprl to, kar bo zdravnik povedal. Ampak zdravnik in trener se pogovarjata o tem. Ja, tega film ne pokaže. Jaz Tega mislim, da film ne pokaže. Ni pa nujno, da se... Preložena je odgovornost na fanta. jaz mislim, Ves čas prigovarjajo, da bolečino je treba znati predelati. Oziroma vzeti v zakup, reče trener. Treba jo je, ampak ne bom jaz zdaj. ja. Jaz itak mislim, da ni bil hišnik, da je bil vzgojitelj nočni, no. Nočni vzgojitelj, ker je vseeno imel kanček več, ne samo človeškosti, ampak tudi recimo znanja. Zdravnik pa trener se itak nikoli nista srečala in trener mu da podporo, ker on njega rabi za ekipo, za zmago, za svoj imidž, ne pa za podporo. Tako da že tukaj je bilo, ne vem, jaz sem tudi delal kot bolj izkoriščanje tega fanta. Sej boš dober in ga spodbujajo, ampak ga pa ne vprašajo, v čem je problem. Ne? In edini, ki ga je bil pravzaprav pripravljen poslušati, je bil hišnik in ravnatelj mu je dal priložnost, ker ga je tudi šola rabila za svoj imidž. Tako da na teh nivojih tudi, ne vem, jaz sem tukaj tudi pogrešala mati, ne? Je prišla takrat in potem še na tisti razgovor pred ukrepom vzgojnim, bi rekli, in nikjer je ni bilo, ne. Tako da mislim, da tudi že v tem okolju, če je sama z njim ostala, se ni ravno izkazala, no. Ja, ta starševski lik ni izdelan, da bi lahko karkoli rekli, ampak vendarle, dajmo še malo razmišljati. Pravzaprav, v kakšni vlogi naj bi zdaj odrasli strokovnjak, recimo, pristopil k mladostniku, da ne bo ranil njegove iluzorne samopodobe, da mu bo pomagal pomoč, ki jo bo on zmogel sprejeti. Kaj tukaj povedati? Ja, sam dve stvari bi dodal, no, malo bi se navezal korak nazaj, da je dinamika ratala. Namreč, mogoče tle si falil, specifika slovenskega vzgoja in izobraževanja je malček drugačna. Tle vidimo same tipe na strani pedagogov, oziroma nekega pedagoškega osebja, pri nas je specifika bistveno drugačna in tle še ena stvar, ko greš k svetovalcu v Sloveniji, greš običajno k ženski. In to sem hotel dodati kot nekaj, se mi pa zdi, da res v tej populaciji zdaj starše mešati je bolj blame za njih, oziroma grejo še dlje v to utujenost, kot pa da bi bili vključeni, ampak saj bo še šlo kam. Jaz sem pa želela povedati, da si predstavljamo, kakšen naj bi bil ta človek, oziroma na kakšen način naj mu bi povedal, da bi ga dosegel, da naj poišče strokovno pomoč. Moral bi se mu na zelo subtilen način povedati, kako mu bi ta pomoč koristila. Potem ga bi mogoče dosegel, ampak tega večina trenerjev, po moje, v slovenskem prostoru ne zmore. Mogoče vrhunskih športnikov, ja, ampak drugače pa ne. Še večina pedagogov v šolah, ne vem, če zna, mogoče svetovalni delavci, ja, učitelji po pogovoru s svetovalno delavko. Nimamo tega znanja. Ne vsi. Ja. A ste vi še želeli, gospod? Lahko samo... ja. Lahko še en komentar za me? Ja, seveda. No, jaz bi pa tudi dodala svojo izkušnjo. Jaz se že vrsto let ukvarjam z boksom, tako da lahko povem, da trenerji
ne samo v boksu, ampak tudi v drugih borilnih veščinah, v bistvu niso pedagoški delavci, niso usposobljeni strokovnjaki na nobenih področjih vzgoje in izobraževanja, ampak gre v bistvu pogosto za bivše športnike, boksarje, v mojem primeru tudi policiste, tako da na noben način ne moremo v bistvu mogoče pričakovati njih celo, da bi nekako prepoznali neko moško toksičnost, če hočete, ali pa, ampak v bistvu igrajo neko vlogo te reprodukcije teh istih vrste vzorcev, ne. Tako da to je mogoče tudi pomembno omeniti, no. Jaz, če smem dodati, ne, mi veliko teh, torej prva faza, ugotovimo, da ta fant zavrača, kot velika večina mladostnikov, ne, predvsem fantih. Mi moramo vedeti, da se v njih zgradijo močne bariere, sploh v tem obdobju adolescence, ali pa kasneje moški, vemo, da ne spregovorijo, da potlačijo vase. In zdaj je treba v to bariero prodreti. Za prodreti v to bariero samo do te točke, da nekdo prepozna ali si prizna, da rabi pomoč. Torej so dve faze. Ena je ta druga faza, ko nekdo gre po strokovnjaku, po psihoterapevtsko, psihološko ali kakršnokoli drugo pomoč. V tej prvi fazi, da mi nekoga pripravimo, da sploh reče, rabim in bom šel, ne rabimo mi strokovnjaka in psihoterapevta. Mi potrebujemo zgolj, morda je to nek učitelj, morda to sploh ni psihološki delavec v šoli, v katerem, ker tam bo prej rekel nekdo ne. In če bo ravnatelj za mizo z te frontalne pozicije rekel, rabiš psihološko pomoč, vsakdo, še jaz bi rekla ne. Kaj šele nek mladostnik, ki si to ne more prepoznati. Zato mi pravimo, ne, ta mehkost, ki pride, to ne rabimo mi strokovnjake, ampak tiste, ki jih mladostniki začutijo. In ne, če je človek na drugi strani v tem smislu dovolj senzibilen, da ga vsaj mehko pripravlja do tega, da reče, ne vem, ne, te bom treniral pod pogojem, da ne, te vključimo tudi v psihološko podporo na en mehek način, to so pristopi. In to lahko naredi vsak učitelj, ki pride dovolj blizu, ker to ne moramo tudi kar tako naenkrat, ne. Tako da to sem rekla, ta prva faza je zelo pomembna in to marsikdo lahko od nas opravi v svojem vsakodnevnem poklicu, no, če smo v stiku bolj tesnem s temi otroki, mladostniki. Samo od zadaj se mi zdi, da je ena gospa. Ja, živjo. Jaz bi pa takole ta film doživela, to bi posplošila tudi na ženske, na celotno družbo, kjer pravzaprav sploh ni pogojev za nobeno človeško pomoč. Strokovna pomoč pa itak ne pomaga. Mislim, tudi danes je zame osnovna pa srednja šola na celi črti, recimo zdaj, ko imamo priporočila za kako se obnaša do učencev z različnimi motnjami, posebnostmi. Mislim, da je ta družba že zdavnaj zavozila in smo tekmovalni in smo od pedagogike dalje, vsak je ciljno usmerjen, starši, kdorkoli. Ne vem, kako bi lahko sploh nekdo našel pogoje za eno človeško pomoč. Redki. Če se navežem, Ja. v bistvu cilj te šole, tega koledža, ni, da si ranljiv, ampak da si tekmovalen in da si prvak. In v bistvu to je celoten problem tega filma in na nek način tudi celotne naše družbe. Mi poznamo te univerze, Dončić je izšel iz nje, on je zmogel, pa mogoče še kdo, ampak marsikdo pa ne. Tudi pri nas so šole, ki so športne, pa športni oddelki in tako naprej. Jaz sicer ne vem, kako delajo, ampak dejstvo je, da se želi, da si čim manj ranljiv, kar ni prav, Ta film nam mogoče hoče tudi iz te plati nekaj povedati. In tle smo seveda pedagogi, tisti, malo v zadju je bila ena učiteljica, ki je delila teste. To je vse, kar smo zaznali od pedagoškega kadra. V glavnem se je pokvarjalo s športom. Prikazana, ali pa pedagoški del ni bil prikazan. In se mi zdi, prej, ko ste govorili, zakaj je bil odpor do kakršnekoli psihoterapije ali pa šolske svetovalne službe. To je v koliziji z namenom vzgojiti fanta, ki zna iti čez težave, bolečine
In ko nastopijo, recimo, saj trener je vedel, da ima psihološke bolečine, pa da ima problem v glavi, ampak ga to ni ustavilo, ker njegovo poslanstvo je, da ta fant more premagati to z konec koncev nasiljem do sebe, a ne. In ni šans, da bi on priznal, in poiskal pomoč. Šele na koncu filma je ta fant pravzaprav bil zrel za neko psihoterapijo, ampak mene bolj zanima, kaj je tisto, da je v tem fantu ohranilo človečnost in kaj je bilo v tem njegovem prijatelju, da mu je odpustil vse tiste zamere in ga je poiskal in ga kljub temu, da bi bil lahko on na njegovem mestu zmagovalca, ga je podprl. Kaj je tisto v človeku, da se upre v vsej tej mašineriji, ne, in kot je rekla že Marija Terezija, šola je politikum in šola je odraz družbenih razmer in ta neoliberalizem, ta tekmovalnost, ko pregazijo vso človečnost, meni je ta film optimističen v tem, da obstajajo moči v človeku, da se temu upre in odide iz te scene. Ja, hvala. Še kakšen odziv? Jaz pa vidim tudi še en problem, no, ki se mi zdi kar zelo prisoten danes, no, to izločanje, a ne, se pravi nekoga izločiti iz skupnosti, iz skupine, ker je drugačen, ker ima problem in vemo, da se to dogaja tudi v šolah, a ne, med otroki. In ima pravzaprav on dvojni problem, ne? Problem zaradi tega, ker ima te psihične težave in problem zaradi izgube podpore prijateljev. In tukaj seveda je tudi ostal sam, a ne. To seveda nasploh vidim, da tudi v šoli pravzaprav preden ugotovimo, da je nekdo od otrok izločen, je to že nek daljši časovni potek dogodkov in je tak otrok že zelo, zelo ranjen in osamljen, ne. Ja, hvala. Jaz bi pa izpostavila eno stvar, ki se mi zdela tudi zelo pomembna. Naprimer, to potrebo po sprejetosti oziroma ljubezen, če hočemo tako temu reči, ker je pač on, ne vem točno tistega stavka, ko reče, saj me imate zato radi, ker takrat, ko zmagujem. Tukaj se mi zdi tudi taka točka oziroma prelomnica, v kateri lahko razmišljamo, kajti pravzaprav on je iskal ljubezen, potrditev, prijateljstvo, to. Ja, dajmo se mogoče za trenutek odomakniti od tega glavnega lika Kamila. Zelo zanimivo je naslikana tudi ženska figura, ne, dekle, ki ima ravno tako v okolju, v katerem se je znašlo pravzaprav težave z tem, da bi pač to, kakršna je, ne, se lahko pravzaprav pokazala brez nevarnosti, da jo bo okolje šikaniralo ali zavrglo ali kakorkoli drugače. Kaj bi rekel o tej dimenziji? Začnem jaz? Ja, meni se ravno to, jaz se bi zelo strinjala z gospo, ki je rekla, da je film optimističen in meni se tudi zdel tako, ker pokaže več alternativ. Prvič to, da nam kaže, da ves čas, čeprav je Kamil del neke in Kamil in cela ta njihova medvrstniška skupina zelo ponazarja po eni strani to toksično moškost, ne, agresija, nekazanje čustev in podobno. Po drugi strani se mi zdi, da zlasti pri Kamilu in Mateju ves čas spremljamo to dvojnost, tudi neko nežnost, ne. In to se potem jasno izkaže tudi potem, da Kamila, ne, privlači na nek način popolnoma nekonvencionalno dekle.
ne, ki je stran od teh nekih klasičnih stereotipov ženskosti in se zdi, kot da v njej vidi prav tisto alternativo, ki jo tudi sam išče, v kateri pa še ne ve točno, kaj išče, ker je v izgradnji lastne identitete. Ne. Tako da, ja, se mi zdi, da pokaže tudi to, ne, biti drugačen tudi kot dekle, kot ženska, da je mogoče, ne, in da s tem v filmu da na nek način tudi podporo temu, da je ta drugačnost lahko sprejeta. No, tako, jaz sem to tako videla, to dekle in sporočilo v filmu. Ker bi pričakovali, ne, da tako skupino fantov bi privlačila čisto drugačna dekleta. Ne. In da tukaj sem jaz videla to sporočilo, ne bati se biti drugačen, kajti ta drugačnost je lahko tudi neka rešilna bilka znotraj nekega konteksta, ki se sicer zdi brezizhoden, ne, v smislu, taki pač moramo biti za biti sprejeti. Ne. Ne vem, tako sem jaz doživela to dekle, pa ta lik. Pa ne, če kdo kako drugače, pa me zanima tudi. Ja, običajno se te podobe nekako sestavljajo tako, da bolj ali manj pašajo skupaj. Ne. Verjetno k toksični moškosti paše skupaj neka podoba ženske. Ne. Ja, ampak podrejene. Ne, ona pa ni bila daleč od tega. Dobro, ona je pasala njemu. Njegovi pravzaprav porajajoči se podobi je ustrezala. Ne bi ustrezala tisti podobi takih, kot je ta vrstniška skupina poskušala, ne, se kazati oziroma se izgraditi. Ne. Ja, kar. Je pa res, mislim, jaz sem doživela tudi tako, da sem malo pogrešala, mogoče potem tudi kakšen zaključek s tem dekletom. Samo njen lik je bil, jaz sem doživela, kot je bil njen lik tukaj samo zato, da prikaže to občutljivost, se pravi, spet na nek način podrejena ta ženska figura. To občutljivost teh fantov, ne, kaj se je pol z njo na koncu zgodilo, ni nikogar več zanimalo. Zelo lepo se mi zdi pa, da je prikazal film, no to, kako sem pa jaz razumela ta film, se mi pa zdi, da je zelo lepo prikazal občutljivost kot nekaj, kar je v družbi v resnici šibkost. In to občutljivost se mi pa zdi, da sta imela ta dva glavna lika, tudi to dekle in na koncu bi se lahko mogoče malo več kaj tudi z njo zgodilo. V glavnem ta Matejo in Kamil, ki sta na koncu le odrasla, se pravi prebrodila sta te brutalne odnose, ki sta jih oba dva zelo globoko doživljala. Ne? To se je pokazalo v vsakem takem minimalnem kadru. Na koncu s tem dvigom roke in ta boj, zakopana sekira in tako naprej. Skratka, vseeno je ta človečnost premagala, naredila sta korak naprej, kakorkoli. Za ostale ne vemo, ne? A so ostali na tem nivoju, mi smo najboljši, mi smo fajteri in tako naprej. Skratka, pri tem dekletu sem pa pogrešala, da bi mogoče bila malo več kot pa samo en vložek, ki podpre zgodbo teh dveh fantov, no? Oziroma konkretno Kamila. Ja, pa mene bi vendarle zanimalo, mogoče z vaše perspektive. Malo se odmaknemo od filma. Ne? Zdaj, prej smo nekaj slišali, kako se te fantovske skupine recimo kažejo v šolskem okolju. Kaj pa dekliške skupine? Kako pravzaprav, koliko se pojavlja neka kompatibilna pravzaprav identitetna figura, koliko pravzaprav mogoče nekaj napetosti med enimi in drugimi. Kako to doživljate v vaših okoljih šolskih? Ja, jaz bom najprej šel tam noter, no še malo, ko ste o teh ključnih osebah, ki bi lahko nagovorile to. No. Zdaj, jaz mislim, da tle je zelo resno, da tako situacijo znotraj športa težko, da bo kdo naslovil, še posebej znotraj teh nekih amaterizmov, kjer imajo vsak trener rad nekoga, ki bo favorit, pa šel naprej, pa ga malo rino. Tako da šport se mi zdi zelo podoben pač kapitalizmu
se, pač tekma, neprestana, umazana. Jaz ne morem reči, da sem tudi slabše, mislim, kaj bistveno boljše odnose videl znotraj nekega treninga za in proti skupine, ne, kjer se koljejo, kdo bo šel zdaj na evropsko prvenstvo in tako naprej. Ali pa znotraj podjetništva. Ali pa, mislim, kjerkoli, ne, je pač ta moška toksičnost zaželjena ravno zaradi te krvave borbe do konca. Eno stvar sem hotel izpostaviti. Namreč jeseni je slučajno nek tujec z nami delal terensko delo na javnih površinah Mestne občine Ljubljana in je bilo ful zanimivo njegovo opažanje. Po 14 dneh je rekel, zakaj fantje hodijo v skupinah, vsi so v telefonih ali pa med sabo, skratka noben nas ne opazi, mi nismo tam za njih. V nasprotju s tem pa hodijo dekleta dvignjenih pogledov, komunicirajo med sabo, skupine so manjše, tudi sama lahko katera gre, pa ni zaradi tega nič, da bi spregledala kaj v okolju. Skratka, to neka ta čudnost okolja, čudnost vlog, ki jih one, mislim, ki jih vsak spol, recimo družbeni spol, pač prinaša. Pa še samo zadnjo stvar, no, zdaj, meni se zdi, da ko obravnavamo to dekle v filmu, ona je spregovorila njihov jezik. Ta čelc, to je bil moški pogovor in se mi zdi, da tudi zaradi tega je ona imela vsebino v tem filmu, ne. Tako niso prikazane neke, bi rekel, stereotipizirani pogledi na ženske družbe, kjer so popolnoma druge vsebine, ne. Tle se je ona popolnoma vživela v njihovo vlogo in govorila tako, kot je verjetno doma z brati, ne, ker jih omenja. Hvala. Ja, še kdo? Lahko v tem času sam en insert krajši, ker jaz nisem razumela, in to se mi zdi, da je lahko tudi iz vsakodnevnega življenja vlečemo, da so alternativa ponavadi tisti posamezniki, ki pokažejo, da so sposobni biti samosvoji, ne. Ker to pripadnost medvrstniškim skupinam je nekaj, kar je prisotno tudi pri puncah, to kažejo tudi raziskave na področju medvrstniškega nasilja, da so pač, ali pa ne vem, izgradnje identitet, da je ta pripadnost skupini izjemno pomembna in da veliko tega mnogi naredijo, ne, kot pomočniki za to, da so sprejeti v skupino, tudi kakšnega nasilja, sodelovanja pri kakšnem nasilju. In se mi zdi, da je lahko, in tukaj sem jaz tudi to vlogo, ne zgolj kot podporno, ampak kot alternativo. Bila je punca, ki ni pripadala nobeni skupini, bila je samosvoja, igrala je, pač živela je neko identiteto, ki je bila stran od konvencionalne, kar pomeni, da se niti ni toliko brigala o družbenih pričakovanjih. In tu se je meni zdelo, da ne, Kamil tudi vidi, to ga je privlačilo, ker je v tem videl podporo, ker je poznal samo to, da on lahko obstoji samo, če je del skupine. On se je zgubljal in tukaj po mojem lahko vlečemo, vidimo tudi pri mladih to, da v trenutku so zgubljeni, ko jih skupina več ne sprejme, ne. In kdaj te ne sprejme več, ko ne zmoreš ali nisi sposoben več igrati po pravilih igre, ki jih skupina želi imeti. Iz takšnih ali drugačnih razlogov. In tukaj se meni zdijo tudi pomembne v družbi, ne, te alternativni role modeli, ki pokažejo, ne, neke drugačnosti in to ni nujno, da so strokovnjaki, ki ponavadi te niso role model, ampak mogoče kakšni športniki, ne, ki priznajo, ja. Jaz večkrat, ko imam predavanje o moškosti, uporabim tisti citat od Gorana Dragića, ki jasno pove, ja, jokal sem, težko mi je bilo, velikokrat sem jokal, ne. Koliko športnikov to reče? Zelo malo v bistvu, ne. In to tudi mediji zelo malo izpostavijo prav zares, ne. In to bi lahko bile alternative tudi za fante, ne. Kaj si bi lahko privoščili. Ja, mi smo že obravnavali tematiko recimo tipičnega vrstniškega nasilja, bil je en korejski film pred leti, Barbara, spomniš, tudi izobraževanje. Tudi nekaj raziskav, kar sem jih jaz videl, kaže, da sicer so značilne oblike medvrstniškega nasilja med deklicami nekoliko drugačne od fantov, ne.
Ampak ravno na tej točki tega tako imenovanega socialnega izključevanja, ne, so ženske populacije še močnejše, še bolj brutalne od fantovskih. Ne. In to se začne pravzaprav zelo zgodaj, da ne rečem v vrtcu. To je res, je pa toliko bolj problematično zaradi tega, ker se navzven nič kaj ne vidi, ker učitelji malo manj pozorni niti ne opazijo, da se to dogaja, ne. Hkrati pa je, kot pravijo nekateri avtorji, izločenost recimo že otroka, konstantna izločenost iz neke igre je najhujša izkušnja, ki jo je lahko v življenju doživel. Ne. Hujša od kakršnega koli drugega nasilja. Ne. Ampak ja, ta deklica v filmu je zelo nenavadna, tudi samorefleksivna, če že hočete. Ne. Ko se pogovarja s Kamilom, ona reče, ona ni tam zato, da bi bila vrhunska športnica. Ne. Ona je tam, da spozna šport in da bo enkrat trenerka, hkrati se bo lahko ukvarjala z glasbo in tako dalje. Skratka, njena predstava o tem, kaj tam počne, je dokaj jasna. Ne. Njegova ni. Ne. Ja, on išče potrditev kot vrhunski športnik in ima tudi neko nadarjenost, ki mu kaže, da bi po tej poti lahko uspel. Ne. Hkrati pa ob tem trči pravzaprav na svojo občutljivostjo na neke točke, ki bi jih moral sprejeti, pa jih noče sprejeti. Ne. In tu je pravzaprav ta njegov velik problem. Ne. Ko zagleda trpljenje soborca, ne, se ustavi tudi za ceno tega, da se preda. Ne. Ja, eno temo sem nekako rekel, da bi še nalepil na to tematiko tega filma, čeprav v tem filmu ni izražena. To je ta značilen obrat pravzaprav mladih, še posebej moških, v smeri desnih vrednot, ki ga zaznavajo naša raziskava Mladina, ki ga zaznavajo nekatere tuje raziskave, ki ga zaznavajo konec koncev tudi rezultati zadnjih volitev v Sloveniji, ne, koga so volile določene starostne skupine. Mogoče ti malo poveš, ker vem, da se s tem bolj tematično ukvarjaš. Se to se zelo lepo tudi naveže, zakaj na to, ne, če se sam na kratko vrnem k temu, zakaj se tudi to dogaja in radikalizacija fantov. In zakaj bi jaz rekla, da ni naključje, da je bila izbran ženski lik kot tisti, ki prikaže alternativo, ker kažejo tudi raziskave, da skozi vzgojo, ne, ko rečejo, mi se s fanti nismo ukvarjali, ne, to je to, kar prinese feminizem, spremembe na področju emancipacije žensk. Mi smo se ogromno ukvarjali z vprašanjem žensk, ženskosti in tako dalje in smo ženskam, si jaz upam trditi, to tudi kaže raziskave, skozi vzgojo ponudili več alternativ, kaj vse so lahko v življenju, ne. Premalo smo se pa ukvarjali s fanti, ne, kaj so tiste alternative. In tukaj bi se rekla, zato ni naključje, da je izbral žensko kot tisto, ki pokaže možne alternative. In to se kaže tudi v tem, da fantje prav zares skozi odraščanje, ko pridejo v to obdobje adolescence, ne, tega intenzivne izgradnje lastne identitete, ko se izgubijo, ko tudi nevroznanost dokazuje, da se v času adolescence dogaja marsikaj v možganih, in da je zelo pomembno se, ne, zgraditi lastno identiteto in da smo zelo izgubljeni v tem obdobju, prav zares pokaže, da fantje imajo na voljo, da so bistveno bolj izgubljeni v tem, a ne, kaj zdaj so oni kot moški, in da tukaj so ta vidik, a ne, ki jim ponuja enostavne odgovore na zelo kompleksna vprašanja, identitetna vprašanja, izgubljenost, s katero se soočijo, sedaj bistveno bolj dostopne, ne. In da potem so zelo privlačne raznorazne platforme, ki jim ponujajo enostavne odgovore na to, kako bodo razrešili te svoje težave in da pravi odgovor je prav zares v tej pravi moškosti, a ne, torej da privzamejo nazaj lastno pozicijo dominacije, moči, v agresiji, neizkazovanje čustev, in je to tisto, kar kažejo tudi raziskave, da se zelo prime pri mladih fantih, a ne, ko se znajdejo izgubljeni,
da je to tisto, kar jih potegne. In seveda, ne, mi živimo, to tudi sociologija že pojasnjuje, v leta, ne, že Beck o tem piše v 80-ih, da smo v fazi visokostopenjske individualizacije, in če je ta resnični svet izgube pripadnosti vse bolj blizu, je seveda virtualni svet tisti, ki jim ponuja to medvrstniško pripadnost. In tukaj so razno razne platforme, od manosfere, nemoškosfere, raznih influencerjev, kjer se potem fantje počutijo zelo nagovorjene. In se potem to kaže v tem, da jim to ne ponuja odgovore, da je rešitev vrnitev v neko tradicionalno patriarhalno družbeno ureditev, in to je ta radikalizacija. In fantje, ne, mladi fantje se vidi, da se zelo obračajo v te močne voditelje, ne, da jih podpirajo, in to smo videli tudi ne nazadnje na naših zadnjih volitvah, ne. In da je razkorak med fanti in dekleti vse večji v tem smislu, kažejo številne mednarodne raziskave, v Združenih državah Amerike so jih delali, v Veliki Britaniji, in da raziskave kažejo tudi to, ne, da je ta generacija Z tista, ki je najbolj razdeljena, torej te mladi, ki so sedaj v tej fazi odraščanja, in da je povezano tudi s tem, da se je izgubil ta vidik, kaj je feminizem prinaša, ne, kaj pomeni enakost spolov, da tega očitno ni dovolj naslovljenega, ker fantje mladi glavnega krivca v tem za njihove identitetne težave in izgubljanje tla pod nogami, če hočemo tako reči, pripisuje ravno temu, ne, da so ženske pridobile danes preveč pravic in da so jim odvzele to njihovo vlogo, ki se jim pritiče. In to je tudi glavni narativ vseh teh spletnih vplivnežev, forumov, ne samo spletnih, vidimo, da tudi političnih voditeljev, določenih raznih populističnih, desnopopulističnih agent in podobno. Mogoče toliko za začetek, pa če bo kakšno vprašanje. Jaz bi temu dodal pravzaprav še nekaj na račun svoje lastne stroke, ne. Kot veste, v pedagogiki, psihologiji se je v zadnjih, pa nas tam od srede 80-ih let naprej nenehno krepila ocena, ne, da težave, ki jih imamo z otroki in mladostniki, izvirajo pravzaprav iz permisivne vzgoje, ne, ki jo zakrivijo pravzaprav ženske, ne. Zakrivijo toksične ženske, da tako rečem, tiste mame, ne, ki tako posesivno držijo otroka k sebi, ne, da mu ne pustijo pravzaprav se osamosvojiti, ne. Če so moški krivi, so krivi zaradi tega, ker niso vztrajali na svoji tradicionalni moški vlogi, ne. Poglejte, jaz berem četrt stoletja te razprave, ne da bi pravzaprav zaznal recimo tudi klice iz kakšnih malo bolj, rečemo temu, radikalnih psihoanalitičnih krogov, ne, ki ugotavljajo, da je takšna interpretacija pravzaprav moško-šovinistična, ne, in skratka, da je z njo nekaj hudo narobe, ne. Tudi ko poskušam brati neke rezultate empirične, ki se kažejo na temo, kaj so resnični vzroki duševnih stisk in težav, recimo mladih, ki so živeli v času, recimo, ko so bili večinoma pravzaprav ujetniki tako imenovane permisivne vzgoje, ne. Ena takih raziskav je bila zadnje leto objavljena, vodja je bila Metka Kuhar, ne, na populaciji več kot 1000 mladostnikov, ne. Zanimivo je pravzaprav, ko so poročali v tej raziskavi tisti, ki so doživeli več teh obremenilnih dejavnikov v svojem življenju, da ne rečem otroštvu, ne. Kaj so povedali pravzaprav tisti, ki doživljajo duševne stiske, kje sami vidijo pravzaprav, kateri dejavniki so jih do tega pripeljali, ne. To ni razvajenost, ne, kot je bila ponavadi v naslovih, razvajenost je rak sodobne družbe, ne, ampak je to čustveno nasilje,
ne, in čustveno zanemarjanje. Ne. Se pravi, če že kaj, če bi se morali že na kaj usmeriti bolj pozorno znotraj teh obrazcev vzgojnih in v družini in konec koncev v šoli. Ne. To ni vprašanje, kako postaviti bolj trdne meje otrokom in pravzaprav iti nazaj v neko klasično protestantsko vzgojo, ne, ampak je vprašanje pravzaprav, kaj se je iza te navidezne ženske senzibilnosti v resnici skriva. Ne. In seveda skrivajo se pogosto seveda čustveni pritiski, ki nadomestijo fizično premoč. Ne. Pogosto se skriva pravzaprav pa tudi vzgojna zanemarjenost. Ko starši, ne, paranoični zaradi tega, da ne bodo naredili kakšne napake, ker seveda otrok je silno ranljiv in zelo hitro mu lahko škodimo, ne, prepustijo pretežen del starševskih vlog športnim klubom, interesnim dejavnostim in tako dalje in tako dalje in tako dalje. Ne. In smo spet pravzaprav pri tistem začetnem vprašanju, ne, kakšno vlogo pravzaprav odraslih ponuditi mladostnikom, mladostnicam, ne, ki bi jim pomagala pač v svetu, kakršen je, pravzaprav postaviti neko bolj stabilno držo. Ker to, da je svet, ki jih izjemno obremenjuje, ne, in to ne na ravni pravzaprav prepovedi in tako dalje, kar je bilo značilnost tistih klasičnih družb, ampak na ravni pravzaprav nekih subtilnih zapovedi, kakšen moram biti, da bom lahko v tem svetu uspešen. Ne. V tej pravzaprav, v tem svetu teh pritiskov, ne, bi se res morali vprašati pravzaprav, kakšno pomoč odraslih otroci, mladostniki prenesejo. So generacije staršev zdaj že, ne, ki so bili recimo podvrženi permisivni vzgoji in zato nimajo ne orodij, ne vzgoje, kako pomagati svojim otrokom, to je ena stvar. Drugo stvar sem pa hotela reči, da ta navezava med permisijo in ženskami ima malo več dimenzij. Če se spomnim, tam leta 70 je izšla ta slavna knjiga Benjamina Spoka, ki je pravzaprav vnašala nove doktrine vzgoje znotraj družin v nasprotju s patriarhalnimi principi, ne. In tukaj se je začel, po moje, prišla je pa z Amerike seveda, ne. In tukaj se je ujel več stvari, na eni strani poudarjanje ženske vloge, osvobajanje žensk, na drugi strani ta ideologija Amerike, osvobajanje individuuma, skupnost ni več pomembna in ta na nek način tudi kastracija moških, če tako rečem, a ne, ker prej, ko smo rekli, da so ženske tiste, ki ščitijo preveč svoje otroke, ne, ampak ne vem, kdo je to, nekdo je rekel, ne, da pri 3 letih je moški oče prvič dolžen odvleči otroka izpod krila matere, ta drugič pa pri 13-14 letih in tega ne opravijo uspešno. Ja, seveda Spokova knjiga, ki je sicer bistveno starejšega datuma, ne, mislim, da celo nekoliko prej, celo kar nekaj prej, ne. Ja, v redu, drugače pa je šla leta 47 ali 48. Ampak zanimivost pravzaprav te debate o permisiji v naši stroki je ta, da smo prvič ta pojem pravzaprav dobili preko pedagoginje, ki se ukvarja s pedagoško sociologijo, Milice Bergant, ki je šla v 60 letih v Ameriko na neko izobraževanje in je pač prinesla k nam te ideje. In se v 70 letih pravzaprav permisija pojavlja
kot nek sinonim nečesa pozitivnega, naprednega, ne, pa ne tako neumno, da bi ne prepoznali pravzaprav vseh teh pasti, ki so lahko povezane z to spremembo vzgojnega stila, ne, ampak je praktično sinonim za demokratično vzgojo, za demokratizacijo odnosov med starši in otroki. Ne. In to traja pravzaprav približno 15 let, ne, ko potem udari ta famozna Žižkova razprava o patološkem narcisizmu, ko se prevede Christopher Lasch, ne, in kar naenkrat pravzaprav tisti, ki so prej zagovarjali premisijo, začnejo na enak način nereflektirano zavračati vse, kar je bilo povezano z tem pojmom. Iste osebe celo. Ne. Jaz bi vam lahko povedal točno, kje se lahko o tem prepričate. Ne. In nismo pravzaprav se potrudili zaznati, čem so bili problemi. Realni problemi, tudi Benjamina Spoka in mnogih nadaljevalcev. Ne. Ampak to je vplivalo seveda tudi na predstavo o tem, kakšno vlogo kot starši igrati in kakšno vlogo kot učitelji igrati. Ne. Kam se zdaj postavi? Ne. Zdaj, če pogledate, recimo, prej smo govorili o vrednotnem premiku med mladimi na desno, ne, zdaj poglejmo še vrednotni premik med odraslimi na desno. Ne. Zadnje spremembe zakona o osnovni šoli, ne, definirajo varnost šolskega okolja, ne, z zahtevo, ne pravico, ampak zahtevo šole, da določene taksativno naštete oblike vedenja med osnovnošolci avtomatično sankcioniramo z vzgojnim opominom, ki je stopnica pravzaprav za možnost prešolanja. Ne. To je pravzaprav rešitev, ne, ki je prišla v zakonodajo pod vplivom nekega kroga pravzaprav iz Združenja ravnateljev. Ne. To se da pravzaprav dokumentirati. Ne. In zdaj, a je to alternativa? A je to alternativa temu pravzaprav, kar nam ni všeč v vzgoji? Ima kdo kakšno idejo? Ja. Jaz sem mislila komentirati glih konkretno na vaše vprašanje, ne morem odgovoriti, ampak sem mislila komentirati za ravno ta radikalizacija mladih moških je bila včeraj, saj ne, da hočem reklamo delati, ampak res je fajn par istočnic bilo noter, intervju debate z Bregantom, je imel ravno to temo včeraj in je imel 3 strokovnjake in so se pogovarjali, svetujem, je fajn za pogledati. Bolj sem mislila, da recimo ta film je pokazal, ker to je bilo tudi omenjeno, da skozi smo govorili, kako so ženske ponavadi žrtve in tako, in moške nekako fante smo spregledali. In tukaj v bistvu ta film naslavlja moško, v bistvu populacijo, kako so lahko žrtve med sabo, medtem ko ženska je pa hkrati tukaj pokazana kot neka močna, zna se za sebe postaviti, pozna svojo identiteto, ne išče težav, ne išče nekaj, ugaja nekomu, ne da bi pač vedela, zakaj. Hočem reči, tukaj v bistvu je bilo pokazano, da to me zanima. Se pravi, primerjava z kapitalizmom se mi zdela všeč, zato ker dostikrat se potem prikaže, da nekako ti ni mar za sočloveka, ne, in potem te vsi trije junaki so v bistvu se pokazali ta srčnost, ta človečnost, da imajo srce, ne, na koncu, dejanja potem temu sledijo. In vsi ti 3 junaki, kakor sem jaz razumela, nekako so imeli težko otroštvo, nekako so izhajali že iz bolečih svojih lastnih izkušenj in zato so v bistvu nekako to srčnost prišla do izraza na neki točki. Zdaj pa, če mi kot družba, ne, opažamo vedno več nesenzibilnosti, točno to, stopim na drugega človeka, briga me, jaz sem pomemben, meni je važno, kako bom jaz uspel, družba me ne zanima več, kolektiv me ne zanima več. Ne. Kako kot družba to nasloviti v resnici zdaj, ne? Da pojačamo sočutje do sočloveka, kam se to zgublja? Tukaj se mi zdi, da je bolečina moja. No, meni se zdi, da to, kar je ta permisina bila v družinah, je še nekako šlo. Ker je bila šola nek branik tega, da tega ni.
Ko je pa permisija zaradi tisoč in ene bojazni prišla v šole, zdaj to pomeni s to inflacijo cen. A ne, po eni strani pravimo, so otroci polpismeni, po drugi strani imajo vsi petice, ker se bojimo staršev in tako naprej. Ali pa, ne vem, naše vzgojno delovanje, ne poskušaš ravnati, ampak ti pridejo z odvetniki in tako naprej. Ko je pa ta permisija prišla v šole, se mi pa zdi, da se je pa zadeva res zaostrila. In se mi zdi, da šola bi mogla biti branik nekih vrednot skupnosti. In se mi zdi, da tle ne smemo popustiti, no. Želim biti optimistična. Ja. Tam zadaj. Zdaj, kar o stvarih razmišljam, no, zdaj, če sploh lahko spet to izraziti, no, nekako ta permisija, na drugi strani neka avtoritarnost, ne vem, se pa verjetno neka odgovornost, vzgoja za odgovornost, no, in to sta oba dva ekstrema nečesa, no, jaz sem razmišljal dosti o patriarhatu, ne, in kako verjetno moški je vse tisto, kar je vse tisto, kar ne, kako bom to rekel, to, kar je ženska, ne sme biti moški. Ne, in kako je ful lažje definirati, kaj je ženska, in pa se ne postavi pa, kaj pa je moškost. In se samo postavi kot nek antipol. Ne? In je tukaj potem ta neka megla, neka praznina, ko ste omenjala, pa se mi zdi, da že od zelo prej, no? Da ni to zdaj nekaj, ampak se mogoče zdaj v eni taki obliki bolj kaže, kot je družba bolj polarizirana in je nekako to tem mlajšim lažje tudi sprejeti vseh teh medijev, v katerih so obkroženi. No? Meni se pa zdi ta lik te punce pa kar malce tragičen. No? Ona je prevzela to neko toksično moškost, da lahko v tem okolju težko mu preživela. In jaz v tem filmu sem res razmišljal o teh solzah. Ona je potočila eno solzo. No? Jaz ne vem točno, kaj je ta solza, ampak jaz sem razmišljal, tudi ne je težko. Ne? Biti zdaj močna, pa in šport, in glasba, čigave pričakovanje ona izpolnjuje, ali pa čigave pričakovanje ona tukaj odigrava. Hkrati pa ta zadnji prizor v filmu, ne? Ta pesem, na katerega je ta prijatelj videl očeta jokati. In mene je ta prizor zelo glavni, sem samo čakal, kjer od njih bo začel jokati. Pa ne vem, če je pravzaprav kjer začel jokati, ampak je spet ogromno enega čustvenega ostalo neizrečenega med njima. Čeprav na koncu pa je spalo, kot se razumeva, ne? Ampak spet, kaj so bile te njihove skoraj solze in za čem ona da zdaj žalujeta, ali ne, sta žalostna. No, to sem razmišljal. No. Hvala. Ja, hvala. Še kakšen odziv hiter? Ja, kar. Ker je bil izziv, kje iskati alternative. Pa sem se spomnila na Hannah Arendt, ki pravi, da smo prav zares odrasli, se odrekli svoje avtoriteti in da prav zares ne izpolnjujemo več svoje odgovornosti, uvajanja mladeži v svet. Seveda to pomeni, da moramo tudi sami imeti neko idejo, kakšen naj bo ta svet. Zdaj se lomi, zelo smo kritični do kapitalizma, nismo omenili meritokracije, ki je vstopila v edukacijsko polje, kjer nagrajujemo talent in trud, ob tem, da vemo, da je nepravična. Tukaj nimamo alternative, imamo kako novo meritokracijo, ne da bi jaz vedela za njo. Flikamo nekaj starega, živimo v neki iluziji, da lahko vrnemo stare vzorce in stare prakse, pa to ni rešitev prav zares, ampak mogoče branje starih tekstov, Hanin je iz 1958, ampak tudi Furedi je pisal, zakaj šola izgublja moč in ne izobražuje več. Na teh presečiščih bi jaz iskala tudi potem odgovore na te različne ženskosti in moškosti, ki se pojavljajo in alternative, ki jih je treba ponujati tudi mladim. Ne samo, ampak ta uspeh, to je ta meritokratska zgodba. In kaj ostane, ko ti pristaneš v taboru luzerjev, ker meritokracija je ideologija, ki vzpostavlja na eni strani zmagovalce in na drugi strani tako imenovane luzerje. A si lahko privoščimo kot družba, da s temi luzerji ne počnemo ničesar? Ja, zaenkrat se zdi, kot da pravzaprav nimamo druge alternative. Ne? Če pogledamo pravzaprav, na kaj se sploh še šolska politika odziva kot na kritične podatke, izključno podatki o učnih dosežkih.
Ne. Ko ti začnejo padati alarm, ne, ko ti vztrajajo, ne glede na ceno, ki jo naša populacija otrok in mladostnikov za to plača, ne, ko so solidni, potem je vse ok. Ne. Kdo je obravnaval resno na ravni državne politike katastrofalne podatke o počutju naših otrok in mladostnikov v šolah? Katastrofalne podatke. To je nepomemben podatek. Ne. Kaj se je zgodilo z vzgojo v šolah kot tistim, na čemer naj bi temeljila podpora nas odraslih prihajajočim generacijam? Ne. Vzgojo nadomešča pravzaprav vedno bolj oster sistem discipliniranja. To se da dokazati. Vzgojnega načrta šole ne rabijo več imeti kot posebnega dokumenta. Ne. V tistem znamenitem poglavju o varovanju šole, ne, ki sem ga prej omenil v zakonu, ne, ki pooblašča šolo, da kaznuje, sankcionira z vzgojnimi opomini vse primere nasilja in vandalizma, ne, je zapisano, ob tem šola tudi vzgaja. Tudi. Ne. Se pravi, za varovanje šolskega okolja je potrebna represija, ne, pa malček zraven vzgoje. Ne. Mislim, glejte, to je aktualno stanje. Ne. Zdaj, kar se tiče, hvala za ta citat Hannah Arendta, bi še na nekaj opozoril. Ne. Hannah Arendt pravzaprav je avtoriteto tukaj pravzaprav z avtoriteto merila na političen prostor, ne na šolski prostor. Ne. Ima pa eno misel, ki je najpogosteje spregledana. Ne. Prva naloga odraslih je, da ohranjamo tisto vredno, na čemer je pač naša tradicija obstala. Druga naloga odraslih pa je, da najdemo prihajajoči generaciji prostor, da ne samo sprejema našo kulturo, ampak prostor, na katerem začne ustvarjati svojo lastno kulturo. Ne. In avtoriteta odraslega je ujetnik te dvojne naloge. Ne. V tem je problem. Ne gre za idejo ali odkrita pozicijska avtoriteta ali prikrita pravzaprav avtoriteta, ki jo pač dobimo z čustvenim pogojevanjem. Ne. Gre za nalogo pravzaprav, kako samo omejevati avtoriteto, se pravi ohranjati pač svojo vlogo odraslega in delati prostor otroku, mladostniku, da eksperimentira, gradi svoj svet, ne, ob tem pa seveda lahko dobi našo povratno informacijo, kaj si o tem mislimo, če je za to pripravljen. Ne. Ampak to terja pravzaprav bistveno drugačno vlogo pedagoga, starša, kot smo jo bili navajeni. Bistveno drugačno. In jaz bi še enkrat spomnil na tistega nočnega vzgojitelja ali hišnika, ki je poosebljenje čisto drugačne vloge. Kaj je primarno pri njem, ko vstopi v odnos? Čisto drugačne. Ne? In ta je bistvena. Ampak preden gremo, pustimo to za zaključek, samo še dva majhna detajla. Verjetno se strinjate, da je film res odlično narejen, da pušča ogromno nekih odprtih interpretacij, ampak film je tudi poln nekih nenavadnih metafor. Ne? Pa me zanima, kako ste doživeli lisice. Kaj bi rekli o tem, na kakšen način so upeljane, zakaj? Ker ste večina rekli, da je optimističen film, ne? Pa ni pesimističen za mene, ampak Ples lisic je zame, lisice so inteligentne živalce, zelo gibčne, to so zame simbolno ti elefantje, pač vsi mladi, ko se borijo, ne, za nekim ciljem. Ampak kaj naredi nekdo, ki ga to moti, oziroma šola v tem, po mojem simbolem, pobijamo jih, ne pa zažgemo. Ja, to je ena od možnih idej.
Moram reči, da režiser, pravzaprav, ko sem bral njegov odgovor na to vprašanje, ni ponudil zelo jasne interpretacije. Preprosto je rekel, da so mu lisice od nekdaj bile všeč, da so pravzaprav divje živali, ki so se naučile živeti na obrobju pravzaprav civilizacije. Mogoče je res to, če to povežemo s to zadnjo idejo, dobra opredelitev mladostnikov. Divje živali, ki si iščejo prostor nekje na obrobju, seveda deležne številnih pritiskov, ampak vendarle ohranjajo nek potencial za to, da se jim lahko upirajo. Za drugo metaforo bom prosil Jasno. Že prej ste omenjali, da je glasba tudi ključen del tega filma. Ena skladba je brez besed, ampak tista druga, Fabrizia de Andrea, pa ima besedilo. In bilo bi vredno, da bi prevajalci vsaj del tega besedila prevedli. Pa sem Jasno prosil, da malo opiše Zelo na kratko. to pesmico. Mimogrede, tisti, ki poznate Fabrizia de Andrea, eden mojih najljubših italijanskih kantavtorjev, njegova besedila se uporabljajo tudi v šolah kot učno gradivo, kot poezija. In sej se v bistvu ta pesem, pa simbolika tem pesmi, ki je naslov Via del Campo in govori prav o tem, kako de Andrea je veliko o ljudeh na robu družbe, na robu Genove, rob družbe, o prostitutkah, o revežih, o prestopnikih, ki jih ne predstavlja kot tiste, kot v negativnem smislu, ampak v njih razume in vidi tudi lepoto tega sveta. In recimo refren je zelo povedan in se mi zdi, da se poveže tudi s to interpretacijo lisic, ki mimogrede sem jaz imela zelo podobno. V refrenu reče, dal diamante non nasce niente, dal letame nascono i fiori. Torej, iz diamanta ne nastane nič, iz gnoja pa zrastejo rože. In se mi zdi, da je to hotel tudi pokazati in vezano na vse to, zdaj bom probala eno kompleksno misel povezati, in tudi lisice po eni strani predstavljajo to prilagajanje in instinkt, na drugi strani pa svobodo. Isto kot fantje, če hočejo preživeti v skupini, se morajo zelo prilagajati, prevzemati družbeno pričakovane vloge, ki so jim dane. Svoboda, ki pomeni, in te družbeno pričakovane vloge so zelo omejujoče za marsikoga. Tako kot ste vi prej omenili, zakaj smo danes v taki krizi identitete moškosti, ker dediščina patriarhata, ki nalaga to moškost, ki je breme mnogim moškim danes, se mnogi moški v njej niti ne prepoznajo več, niti jo ne želijo, a če hočejo biti družbe, del skupnosti, del kar delajo, morajo prevzeti nase in ta je veliko breme. Osvoboditev iz družbeno pričakovanih vlog pa ni nikoli enostavna. Je lahko zelo dramatična, zelo težka, tisti, ki se pa osvobodijo, iz njih lahko nastanejo pomembne alternative. In tu jaz vidim to prispodobo tudi s to pesmijo, torej ta dva fanta, ki sta bila globoko v gnoju, na koncu se meni vendarle kaže, torej skozi vso svojo in otroštvo, in kasneje, da sta vendarle zacvetela, ali še bosta. Konec filma je odprt, vendarle čustva, ki jih pokažeta na koncu, kažeta na to, da jih je vse to, kar sta doživela, izučilo do te mere, da bosta živela neko alternativno odraslo moškost. Tako sem jaz razumela sporočilo filma, tudi te pesmi, ki jo mimogrede verjetno uporabi režiser tudi z namenom, in tudi prispodobo z lisicami, ker lisice tudi v pravljicah so velikokrat prilagodljive, se znajo zelo prilagoditi, ampak niso vedno zlobne. Nekatere, prav skozi to svojo prilagodljivost potem mogoče prinesejo neko alternativo in ogledalo družbi. Ja, če hočete zaznati to zvitost lisic, si poglejte kakšne karikature mojega kolega Črtomirja Frelika, ki jih riše že 15 let in več, in kažejo pravo podobo lisic.
Zelo kratko za zaključek. Vrnil se bom na to figuro nočnega vzgojitelja, ki Kamilu ne pove nič drugega kot čaj, ne, in prostor, da mu pove pravzaprav tisto, kar mu zmore povedati. Nič več kot to. Ne. In hkrati je to pravzaprav tisto največ. Ne. In če to stopi občasno pred tisto trdo profesionalno vlogo, jaz mislim, da je to tista vloga odraslega, ki ga otrok, mladostnik, tudi takrat, ko se upira odraslim, ki jo lahko prebavi, ne, ki ga lahko zvabi v pogovor. Ne. Tudi, a veste, takrat, ko je recimo neka profesionalno svetovanje ali pa psihoterapija uspešno. Raziskave kažejo, da je izjemno velik delež uspešnosti vezan ne toliko na metode, se pravi te profesionalne pristope, kot na sposobnost v terapiji ali pa v vzgoji vzpostaviti ustrezno raven človeške bližine. To raziskave kažejo. Ne. In v šoli, ne, jaz sem delal pred časom eno primerjavo tega, kar rečemo temu psihiatrična in klinično-psihološka stroka poimenuje z naravnimi viri psihosocialne pomoči, z tem, kako pedagogika pojmuje pravzaprav delovanje različnih vzgojnih dejavnikov. Naslavljamo praktično identične strukture. Identične. Tako da, če bi vzgoji, ne discipliniranje, ampak vzgoji vrnili dobro ime v šoli, mislim, da bi marsikakšen tak zaplet lahko zelo uspešno reševali. Samo na kratko, da še eno alternativo potrebujemo, mi ugotavljamo, tudi raziskave kažejo, da ne vemo poslušati in da to je osnovni problem. Da mladim tudi in otrokom, ko se pogovarjamo, ponujamo alternative že v usta, ne znamo pa slišati in poslušati, kaj nam govorijo. Ja, to je del tega odnosa. Tako. Hvala lepa in upam, da se še kdaj vidimo.